Hvala še Marku, zdaj bi pa povabil Evo pa Matejo, da se tukaj pridružite za diskusijo. Pa bi najprej dal priložnost publike, če ima kdo od vas kakšno vprašanje. Ja, hvala. Hvala vsem. Jaz bi pa imela eno vprašanje oziroma komentar za Matejo. Mislim, je bila ful zanimiva tvoja predstavitev, tudi pač zaradi tega, ker sem sama odraščala na kmetiji, no, tako da imam konkretno izkušnje še vedno. Ampak recimo, mislim, moje osebno opažanje je, da pravzaprav prihaja do ogromno sodelovanj, tako formalnih kot neformalnih. Mislim, to je zdaj pač na območju okolice Maribora. To bi bila ena stvar recimo, no, da mi je bilo pač zanimivo z tega vidika, da pač očitno območje, ki si ga ti preučevala, pa pač ni toliko zaznanega. Druga zadeva pa je pač ta ideja družinskosti, na kateri pač sloni celotno kmetijstvo pravzaprav. Da je to pač velik problem in da dejansko bi se z raznimi alternativnimi oblikami združevanj nekako ohranile kmetije in hkrati tudi na drug način vzpostavile, no, in pač to se mi zdi, da je tudi nek tak en vidik, ker pač se mi zdi, da največ je pravzaprav res sloni na družini, kar je lahko tudi pač veliko breme hkrati za družinske člane. Hvala za tvoje komentarje, izkušnje. Res je, kmetje tudi na Goričkem v bistvu sodelujejo, a ne. Zdaj, jaz sem v bistvu imela poudarek, mogoče pač to ni bilo dovolj izpostavljeno, na vrstah sodelovanja, ki jih spodbuja tudi skupna kmetijska politika, a ne. In so za to namenjena sredstva. In v bistvu ljudje tudi sodelujejo izven pač teh razpisov. Recimo v prejšnjem programskem obdobju je bil financiran skupni nakup mehanizacije, a ne. Pa se v bistvu ljudje na razpise niso prijavljali, ampak imajo pa, ne vem, že desetletja skupaj z nekom traktorja, ne. Pa tudi v bistvu ta neka neformalna pomoč je zelo močna. V bistvu vsak kmet ima določeno število kolegov, ki si pač pomagajo predvsem v nekih delovnih viških, a ne, in se lahko na njih zanese, a ne. Tako da, mislim, je sodelovanje je prisotno, mogoče pa ne tako, kot bi si želela kmetijska politika. Potem kar se pa tiče družine, sploh na Goričkem je res vse vezano na to ožje družinsko jedro, sploh ne zelo široko, ne. Sem pa mogoče v drugih predelih Slovenije videla v bistvu ta trend, da kmetuje samo ena oseba na kmetiji. Tudi v bistvu zaradi tega, ker je vedno več mehanizacije in tega in v bistvu lahko vse opravi ena oseba, en posameznik. Tako da recimo žena dela izven kmetije in prihaja iz mesta recimo in niti ne želi imeti stika s kmetijstvom, pač tega je recimo vedno več tudi po Sloveniji, da je v bistvu posameznik sam in je mogoče breme na njem, da bo, ne vem, ekonomsko uspešen, da bo preživel deloma družino še toliko večji, no. Mogoče še ta komentar, hvala. Vprašanje z publike? Če ne, bi potem jaz imel eno vprašanje za Evo. In sicer pa me zanima, kako so pa te afganistanske restavracije uspešne med Albanci. Če je slučajno kaj podatkov o tem? V bistvu glavnina njihovih gostov so sicer Afganistanci, ampak z zelo ponosom povejo te 4 gostinke, da prihajajo tudi Albanci in se v bistvu tudi na neke načine prilagajajo Albancem, recimo za to inkorporacijo mestnih jedi, ki so očitno zelo zaželene med albansko populacijo.
Pa v bistvu tudi je bilo nekaj zgodb tega, da so recimo, zdaj se ne spomnim podrobnosti, no mislim, da je nekdo, ki je sicer Afganistanec, povabil svoje prijatelje iz drugih koncev Albanije ali celo mogoče celo iz Črne Gore, ne spomnim se, da so potem prišli iz Kosovega, tako, ja, da so potem prišli skupaj 19 ljudi poskusiti to hrano. Tako da, to je zelo majhen kraj, a ne, nekje okoli 2000 ljudi, Albancev živi v njem, tako da ni to zdaj tako zelo, zelo obiskano, ampak definitivno pa obstaja nek trud potem, da bi naslavljale za svojo ponudbo tudi lokalne ljudi, a ne, se pravi, ne gre za neke mehurčke, afganistanske mehurčke. Tako. Hvala. Pa še mogoče za Marka, če veš slučajno, v katero smer pa grejo strategije spreminjanja pač Kopra zdaj za naprej? Ja, glede, če pogledamo strategije razvoja strani občine, je zelo poudarjen ta vidik turizma. To je pač ta vidik povezan s tem, da vidijo v turizmu največji ekonomski potencial. Veliko manj, kar pogrešajo pač številni upravljavci, je, da bi bilo zgodovinsko mesto, ta vidik bolj vključen v strategijo. Glede večkulturnega mesta je bilo pa največ povezovanj na ravni občin, torej obalnih občin v Sloveniji. Se reče strategija PIKA, torej Piran, Izola, Koper in Ankaran so izdelovali pač skupno kulturno strategijo. To je bilo spodbudno, ja, v tej smeri. Ok, hvala vsem. Mogoče še ena priložnost za vprašanje z publike. Če ne, pa smo zaključili s tem drugim sklopom. Hvala.